če znamo izkoristiti te prednosti ene in druge kulture, to pol nastane en tak zelo lep diverse tim, ne? Se pravi raznolik tim. Če imaš samo, na primer, Slovence v ekipi, ni v redu, ne? In tudi, če imaš samo Dance, ni v redu, ne? Tako da se, na primer, ta raznolikost je zelo cenjena ravno zaradi, na primer, tega tipičnega. Super. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je ena zelo posebna mlada dama, ki ima ogromno izkušenj, tako da lepo pozdravljena, Saška. Živijo, Mark. Živijo. Zdaj, zakaj pravim zelo posebnost je, ker prvič imaš nek dvojni status v podjetju, drugič pa vodiš podjetje, ki je res delalo izjemne rezultate in jih še naprej dela. Se pravi, si vice president, prav to sva zdaj rekla, da je podpredsednica daljinskega ogrevanja v Danfoss Strati in pa si tudi generalna direktorica za Slovenijo. The best. Tako da pevate našim poslušalcem malo predstaviti, da bojo sploh vedeli tvoje dimenzije, kaj Danfoss Strata je, koliko ste močni. Zdaj, en zelo zanimiv podatek, v Sloveniji je dodana vrednost na zaposlenega v podjetjih nekaj 47,000, vi ste na 100,000, kar je več kot dvakrat več, tako da wow. Zdaj pa pevam malo v tvojo zgodovino. In sicer 24 let si že v podjetju, se pravi, si videla od vzponov do še večjih vzponov, do glavnih vzponov. Ja. Bomo na pozitivnih stvarih se fokusirali. Si inženirka strojništva in podjetju si se pridružila leta 1999 kot koordinatorka oskrbovalne verige. Skupaj z vodstveno ekipo si se podpisovala pod razvojno strategijo, si povečala investicije v digitalne izdelke in tako naprej. Si pa v bistvu letos aprila prevzela vodenje od gospoda Aleksandra Zalaznika, katerega vsi poznamo in je res pustil močan pečat, tako da smo navdušeni, da je eden izmed naših bolj uspešnejših menedžerjev, ker ima res ogromno znanje. Si pa v prevzemu vodenja poudarila en zelo zanimiv stavek oziroma misel. In sicer, da še naprej bodo vaši nosilni stebri ostajajo inovativnost, učinkovitost in zavzetost zaposlenih. V času, ko sta energetska učinkovitost in trajnostni pristop v spredju, kot še nikoli, v Danfoss Strati želite biti vodilni. Gradite na konkurenčni strategiji, utemeljeni na digitalizaciji in sistematskih rešitvah za ogrevanje in hlajenje, stavb z minimalnim ogljičnim odtisom. Ste prepoznavni v globalni korporaciji kot kompetenčni center na področju razvoja novih izdelkov, digitalizacije proizvodnje in razvoja poslovnih modelov. In ste res, moram reči, zelo napredni. Samo še informacija za naše poslušalce, da podjetje Danfoss oziroma podjetje Trata sega v leto 1937. Danfoss kot vodilno mednarodno podjetje na področju ogrevanja, hlajenja in sistemov regulacije pa je leta 1995 postalo večinski lastnik Trate. Tako ste postali Danfoss Strata. In pa število zaposlenih je z Danfossovo vizijo inženirjev prihodnosti v tem obdobju, se pravi v obdobju od 95 zraslo iz 160 na 600. Promet, ta številka je fascinantna, se je povečal z 30-krat, se pravi iz 5 milijonov na skoraj 150 milijonov v lanskem letu. In pa, kakor sem že prej omenil, je dodana vrednost zaposlenega res fascinantna. In vi ste tisti, ki v bistvu dvigujete slovensko povprečje gor. Tako da, Saška, wow. Prvo vprašanje, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, a si bila že takrat, si rekla, jaz hočem voditi veliko korporacijo, biti vice president in tako naprej? Ne, mislim, da ne. Mislim, da sem se jaz leti zelo razvijala in verjetno, če bi takrat me kdo vprašal, kje bi rada bila, nisem pomislila, da bom v bistvu dosegla to, kar sem dosegla. Bila sem taka sicer zelo družabna, zelo mi je pomenilo to, da se razumemo fajn z mojimi sošolci. Bila sem tudi zelo zavzeta, vedno me je veselilo, jaz sem hodila v srednjo naravoslovno, takrat bežigrajsko, in sem nekako vedela, da me naravoslovne znanosti veselijo in sem se videla v inženirstvu oziroma nečem podobnem, fizika, matematika, znanost v vsakem primeru. Tako da ja, to sem bila neka taka naravoslovka, ki je zelo rada imela družbo in se rada zabavala. The best. Zmer me zanima, ko imam pred sabo tako izjemnega gosta, kakor si ti, ko imaš res tako pomembno vlogo, toliko ljudi pod sabo, tako veliko odgovornost in hkrati moraš biti strateška, pa tudi operativna.
kako si ti splaniraš dneve, tedne? A se ti v nedeljo pripraviš za naslednji dan, se vsak dan za naprej, si za cel teden? Kako izgleda tvoj urnik? Ja, v bistvu si res dejansko nedeljo zvečer vzamem za to, da si predvsem predvidim, kaj bom, v bistvu imam urnik že kar natrpan za cel naslednji teden naprej, ampak si ga nekako vsaj se pripravim. Čeprav si prizadevam, da bi ta del nekako eliminirala, da bi mogoče to naredila v ponedeljek dopoldne, tako da to je moj cilj, da si potem tudi nedeljo oziroma cel vikend res privoščim za počitek. No, tako da drugač pa sam delovni teden je zelo natrpan, imam zelo veliko obveznosti. Jaz mislim, da ena od mojih tudi zaobljub za naprej je, da bi rada imela malo več časa za razmislek in tudi mogoče več pogovor z zaposlenimi, več časa tudi z mojo ekipo, sicer si še kar veliko časa vzamem za njih, ampak mislim, da bi bilo fajn imeti še več oziroma jim posvetiti še več časa, tako da nasplošno imeti malo manj sestankov oziroma malo manj obveznosti, ki so predvideni vnaprej. Mislim, da je zelo pomembno, da si kot vodje vzamemo čas za premislek in postavljanje prioritet. Mislim, da to okrog prioritet je moja zelo priljubljena tema, no? Tako da upam, da bo še kaj rekla, tako kar se mi zdi, da je to ena od ključnih voditeljskih lastnosti uspešnih voditeljev, da so dobri v tem postavljanju prioritet. Daj mi povej, ker imaš tako odgovornost, pa toliko znanja, pa v bistvu si videla preporod podjetja, a ti verjameš v work-life balance? Misliš, da je neka točka, ki si rečeš, ne vem, ob 4, 5, 6, zdaj pa dovolj, ugasnem laptop? Jaz mislim, da to je ključ do uspeha. Veliko je tega, zdaj vidimo ogromno nekega prekomernega prizadevanja in rečemo tudi motivacije za to, da bi bili uspešni v tem, kar počnemo. Ampak je res, mislim, da v Danfosu si zelo veliko prizadevamo na temu, da se zavedamo, da je to, in to je tudi ena od vrednot, ne, tako da se na primer spomnim, ko smo mislim, da lansko leto ocenjevali uspešno zaposlenih, ne, in je en vodja ocenil, da je njegov zaposleni bil zelo uspešen, zato ker je bil vedno na voljo in je veliko delal in je veliko ur imel in tako, ne. In tako je bilo zelo jasno povedano, ne, tako smo bili vsi zelo enotnega mnenja, da to ni vrednota, no, tako da dejansko se res trudimo, da ne vem, ob 4, 5 zaposleni res grejo in si spočijejo in je res, tako kot pravim, naloga vodje, da zna seveda skupaj z zaposlenimi narediti prave prioritete, da dejansko ni ključ uspeha v tem, da imaš obilico dela, ampak da res delaš prave stvari. The best. Daj mi povej, ko sem gledal tvojo kariero, ki je res fascinantna, kako si se v bistvu prevzemala vse večjo odgovornost in na koncu imaš tudi zdaj globalno funkcijo in si tudi odgovorna za Slovenijo. Kako bi pa rekla, da se je tvoj stil vodenja spremenil? Od tega, ko dobiš prvo ekipo, pa potem še večjo ekipo, pa dejansko zdaj celo državo, pa v bistvu še regionalno oziroma globalno funkcijo? Zelo. Jaz bi rekla, da dejansko mogoče prva stvar je ta, da ko ti postaneš vodja, da te noben šolski sistem ali pa neko izobraževanje ne pripravi na to, ne, da boš dober vodja. Se pravi, dejansko rabiš imeti neke izkušnje, neko kilometrino, neko podporo in skozi to rasteš in se razvijaš. Kar ne pomeni, da tega ne bi bilo mogoče se naučiti tudi že prej, ampak enostavno jaz na primer tega nisem bila deležna. Tako da jaz, ko sem prvič postala vodja, sem sicer imela malo podpore v organizaciji, ampak sem se kar mogla tako skozi, rečemo, kar veliko enih izkušenj naučiti tega poklica oziroma te obrti. In
Ja, v bistvu spremenjalo se je tako, da sem mogoče na začetku imela občutek, da moram jaz biti tista, ki pove ekipi, ki postavlja smer, in tudi pove ekipi, kje so prioritete. Potem sem se pa naučila, da dejansko mi ni treba vsega tega sama početi. Tako da sem se vedno bolj in bolj naslanjala na ekipo. Tako z leti izkušenj sem pridobila v bistvu mogoče tudi na nek način samozavest, da sem več poslušala ekipo. Tako da mislim, da moj stil vodenja je res prisluhniti, kaj ima ekipa za povedati in nekako to se skupaj spraviti na en skupni imenovalec. Je pa zato tudi pomembno dejstvo, da sem šla iz enega področja na drugo relativno hitro. Jaz sem menjavala področja dela znotraj sicer iste firme. Začela sem v dobavni verigi, šla na produktno vodenje, potem zamenjala spet na razvoj programske softverske opreme, potem šla v razvoj in v glavnem zdaj na koncu pristala tukaj, kjer sem. In v bistvu te pogoste spremembe mi niso dovoljevale, da sem postala ekspert na področju, ki sem ga vodila, in me je v bistvu tudi to dejstvo, da sem menjavala to hitro področja, primoralo v to, da sem se zanašala na ekipo. Ampak to je super, si pa v bistvu spoznala podjetje iz vseh zornih kotov. Ja, sej to v bistvu je dejansko strategija podjetja, sploh za vodjo poslovnega področja, ki ga zdaj pač imam, da dejansko, ko vodja poslovnega področja res potrebuje znanje celostnega, se pravi funkcijsko znanje, dobavne verige, razvoja, poslovanja, kakovosti, finance in pač vse obsežno razumeti samo poslovanje in dejansko za mojo oziroma karierno pot v Danfosu pravijo, da je vzorčni primer, kako bi si želeli, da se rečemo razvije vodja poslovnega področja. Da dejansko greš, se pravi ne vertikalno, ampak se v bistvu na nek način, sicer jaz sem šla kar dosti tudi vertikalno gor, ampak sem imela pa tudi, rečemo, trenutke, ko sem mogoče šla tudi v kakšno desno ali pa levo smer, ni šlo vse sam navzgor. Tako da tudi ta vidik se mi zdi včasih, ko imamo pri nas veliko mentoringa in jaz sem tudi z veseljem podajam to znanje, jih velikrat tudi na to upozorim, da njihove kariere niso vedno navzgor in ne pričakujejo samo vertikalnega razvoja, ampak da je včasih tudi kakšen sestop tako zelo koristen. The best. Daj mi povej, ko si začenjala kariero kot inženirka, ti je bilo pomembno, da greš v neko mednarodno podjetje, si že takrat gledala, da mora imeti podjetje ta pogoj, da je mednarodno, ali ti ni bilo pomembno, ker tukaj imaš zdaj v bistvu res, mislim, si imela lepo priložnost, kot si rekla, vertikalno, horizontalno. Jaz sem v bistvu, moja prva služba ni bila v Danfosu, sem bila še v eni drugi firmi prej in potem, ko sem iskala to službo, sem dejansko si zaželela priti v Danfos ravno zaradi te mednarodnega okolja in dejansko v supply chain oziroma dobavno verigo me takrat v bistvu niti ni bil moj prvi cilj, ampak jaz sem dejansko zaradi podjetja prišla in vzela to prvo službo v Danfosu in v bistvu na koncu sem tudi kar uživala tudi na tem delu, mislim, da kar prvih 5 let preživela na tem strateškem planiranju dobavne verige, ampak sem ves čas ohranjala to zanimanje tudi za izdelke, pa tako to me je ves čas zanimalo, tako da sem nekako pol logično zaplavala tudi malo bolj tehnične vode. Kako pa gledaš na recimo ta mix kultur, se pravi Slovenija pa skandinavski mix kultur, a je to kakšen izziv ali se hitro je najdla ta sinergija? Definitivno je slovenska kultura drugačna od danske, to vsi nekako vidimo in iz danske strani in tudi slovenske strani, ampak na splošno Danci zelo cenijo pri nas to fleksibilnost, to zavzetost, mi smo za njih zelo
oni pravijo passionate, ne, tako, ko se nečesa lotimo razložiti ali ne vem, predstaviti kakšno noviteto, mi to tako zelo strastno počnemo, tako da oni nas vidijo tako kot zelo fleksibilne, zavzete in te stvari, ki se jih odločimo in obljubimo, tudi v bistvu opravimo. Kar smo se pa od Dancev naučili, mogoče pa na začetku to zgleda tudi kot, da so počasni, pa da rabijo zelo dolg časa, da se kaj odločijo, je pa ravno to, da probajo razumeti, zakaj kaj počnemo, se pravi, čemu je ta neka noviteta oziroma zakaj smo se za neko stvar odločili namenjeno, kaj bomo s tem dosegli, zelo se vprašujejo 3-krat zakaj. In radi pogledajo z različnih zornih kotov. Tako da jaz mislim, da mogoče mi se tudi kdaj prehiter odločimo, ne, v kakšno smer iti. Danci so mogoče v tem smislu malo preveč razmišljujoči in odločujoči. Ne. Tako da mislim, da tako, če znamo izkoristiti te prednosti ene in druge kulture, to pol nastane en tak zelo lep mi temu zdaj rečemo, ne, diverse team, ne, se pravi raznolik tim in v bistvu zelo veliko spodbujamo, da vsi timi so tudi iz tega vidika raznoliki, ne, naprimer ne, kot vodja v Danfosu, če imaš samo naprimer Slovence v ekipi, ni v redu, ne, in tudi če imaš samo Dance, ni v redu, ne, tako da se naprimer gleda, da imaš malo Nemcev, malo Dancev, malo Kitajcev, tako da te različne starosti, ženski, moški, ne, se pravi, ta raznolikost je zelo cenjena ravno zaradi naprimer tega tipičnega. Super. Daj mi še povej, jaz sem kar nekaj časa delal tudi za švedski sklad, in sem imel priložnost poznati to kulturo, kjer me je fasciniralo, da prvič so zelo nekonfliktni, drugič so pa zelo skupaj se odločajo. Tako da je zelo včasih moče kakšno odločitev malo dlje traja, ker želijo biti, rekel, ne posegati v kakšen drug teritorij in hočejo, da je odločitev res skupna in da so vsi zadovoljni. Pa se mi zdi, da v končni fazi ta vključujoče delovanje oziroma vodenje, ne, tako da sej mislim, da sva tudi o tem prej že govorila, ne, da ni vodja tisti ali pa eden, ki se odloča, ampak da res ne, vsi v ekipi smo, ne, tako, sej se lahko ne strinjamo, ampak na koncu se pa še vseeno more odločitev sprejeti, ampak njim je, ali pa nam vsem je pomembno, da smo slišani, da mogoče v enem trenutku pač, ja, tudi povemo zaradi tega, ne vem, tvoje mnenje v tem primeru pač ni bilo upoštevano, ampak je vse nas, tako, kot si rekel, ne, na takem zelo spoštljivem nivoju, se pravi, ne, da se bomo zdaj, kdo je bolj pameten in tako, ne, tako da. Deva se malo dotakniti še ekipe in sicer, ko si ti postavila ekipo, ko si gradila ekipo, ko si rasla, pridobivala na odgovornosti, kakšne lastnosti so ti bile pomembne? Kaj je ključno, da rataš del tvoje ožje ekipe? Zelo pomembno je, da mislim, v bistvu je ekipa na prvem mestu. Ne? Se pravi, postavljaš ekipo na način, ne moreš imeti tega luksusa, da vedno postaviš ekipo iz nule, ampak če imaš možnost graditi ekipo, potem je res vedno pomembno, da si postavljaš timsko delo na prvo mesto. Se pravi, prvo, kar je, da so vsi člani ekipe sodelovalni. Mislim, da je zelo pomembno tudi, da imaš nek balans med tem, kar so prej govorila, da sicer si daš dovolj časa za razmislek, ampak potem sledi eksekucija, se pravi odločitev in eksekucija, se pravi zelo pomembno je, da tudi za to, kar obljubiš, za tem tudi stojiš, se pravi, to je ta slovenski del, ki je meni zelo pomemben, jaz sem v bistvu zelo rada dobro opravim svoje naloge oziroma naloge, za katere smo bili določeni. In ne vem, te dve mogoče stvari, če bi še kakšno, ne vem, bi mogla še razmisliti, kaj mi še kaj. Zelo mi je tako, ne, to, da nisi, naprimer, jaz naprimer nikoli nisem
stremela k tem, da bom zaradi sebe, zaradi svoje kariere nekaj naredila, ne, oziroma dosegla. Se pravi, da te posamezniki v ekipi res, da jih krasi to, da delajo v tem trenutku za stvari, ki so pomembne in da ne delajo nekaj zato, ker gradijo svojo kariero. Se pravi, ta nek individualni interes se mi zdi, da nekako ne sodi v to vrednoto, ki jo jaz gojim v svoji ekipi. Super. Deva se še dotakniti malo, zmeraj probam še kontra vprašanje, in sicer, kaj se ti pa zdi, da danes oseba, ki je na takem položaju, kot si ti, pa tudi kaj so tvoje vrednote, kakšne vrednote misliš, da rab danes vodja v takem digitalnem, hitrem, malo tudi kaotičnem okolju? Jaz mislim, da so zelo pomembne vrednote to, da znaš te različne poglede, različne karakterne lastnosti, mogoče tudi, ne vem, zdaj imamo dosti primerov tudi, ko pridejo, ne vem, mlajši člani v našo ekipo in imajo mogoče druge občutljive točke kot nekdo drug, ne. Se pravi, da znamo prisluhniti tej raznolikosti in to raznolikost handlati, ne. Se pravi, ta raznolikost, se pravi, niso, tudi jaz osebno, na primer, vidim, na prejšnjih položajih sem imela mogoče že malo bolj izkušene vodje, zdaj imam pa v enem trenutku tudi mogoče opravka z manj izkušenim vodjem in imam jaz tudi mogoče malo izziva, ne, tako, ko se ga zavedam, ne, ko mogoče ta manj izkušen vodja rab več moje pozornosti in več moje energije in podpore, ne. Tako da dejansko ta ves čas prilagajanje različnim potrebam v ekipi, ne. To se mi zdi tako, pa predvsem posluh, no, za to, da so različne potrebe v ekipi. Drugo je opolnomočenje. Mislim, da je zelo pomembno, ne, ker prioritizacija izhaja iz tega, da se ti tudi kot vodja znaš točno dobro opredeliti, kam se želiš ti fokusirati, ker se ne moreš povsod. In je zato pomembno, da svojim članom ekipe razložiš oziroma jih ves čas podpiraš pri tem, da imajo oni čim večjo odgovornost, ne. Dostikrat, na primer, tudi preberem pri tudi kakšnih zelo uspešnih voditeljih, ne, da so ves čas zasedeni, pa da ne morejo, na primer, izklopiti telefona, tudi ko so na počitnicah. Mislim, in podobno, ne, tako da se mi zdi ta del, ne, da probaš ustvariti ekipo in okolje, ki deluje tudi, če tebe ni, mogoče za kakšen teden, 2 mesec, ne, v končni fazi, ne, tako da to opolnomočenje ekipe, kjer ti ni potrebno, da ekipa deluje dobro, mislim, ni potrebno, da si ti zraven, da ekipa deluje dobro. Top, super. Deva se še malo dotakniti, sicer prej si omenila prioritete, postavljanje prioritet. Kaj to pomeni pri tebi? Mislim, da je postavljanje prioritet pomeni, da ti sam določaš, s čim se boš ti, oziroma pač seveda v soglasju s svojim vodjem in vodstveno ekipo, da si postaviš prioritete, kjer se ti želiš fokusirati. In teh prioritet ni 15, ni jih 10, ampak so 3 ali 4. Ne? Ker tudi to, da imaš na primer 10 prioritet, jaz mislim, da je zelo težko dejansko se nekomu fokusirati na te. In biti dejansko verbalen in zelo transparenten glede teh prioritet. Ne? In da ves čas poudarjaš, tudi to, kar ste prej na primer prebrali, ki želi Danfo Strata biti uspešna in kakšno strategijo, se pravi to, digitalizacijo, energetsko učinkovitost, raznolikost. Mislim, da to je moja na nek način odgovornost oziroma prioriteta kot generalna direktorica in to je treba ves čas poudarjati, izpostavljati in to tudi pomeni, da mogoče, če bo kakšna stvar, ki ne bo sodila v ta sklop, da se boš tudi lahko zahvala pa rekla, hvala lepa, tlele pa ne bom zraven. Predvsem ta del, hvala lepa, tukaj pa ne bom zraven, ali pa tukaj bi bilo pa mogoče, ne vem, dobro, da je nekdo drug zraven, ali pa da bomo to stvar mogoče preložili na kasnejše obdobje, da
te odločitve so del postavljene prioritet. Ne? To dostkrat nekako poudarjamo, kaj je pomembno, ne poudarjamo pa dovolj jasno, česa ne bomo počeli. In mislim, da tle, saj jaz pri sebi, pa tudi pri našem, naprimer, vodstvu, s tem se zdaj zelo veliko ukvarjamo. Ne? Se pravi, odločitev, kaj ne bomo naredili, česa ne bomo več počeli, je zelo težka, naprimer, ali pa ukiniti en izdelek, ali pa ukiniti eno, ne vem, tržno področje ali pa neko državo, kjer smo prisotni, ki imamo, naprimer, nimamo dovolj rasti, pa smo premajhni. Tako da veliko odločitev je tudi vezanih na to, kje ne bomo delovali. Se mi zdi, da to je prioritizacija, ne? Da znaš biti zelo jasen, kdaj in kateri priložnosti boš rekel ne, hvala ne, ker ni v sklopu naše strategije. Super, se mi zdi ful dober point, ker doskrat se fokusiramo samo na rast, pa nove trge, premalokrat pa pogledamo, mogoče pa kakšen trg ni najboljši, pa enostavno boš, da se omaknemo. Ne? Ja, mi vedno poudarjamo to učinkovito oziroma profitabilno rast. Ne? In koliko je, naprimer, kakšna investicija tudi zdržna. Ne? Tako da vedno je pomembno pogledati, ne samo kako boš ti, naprimer, zdaj se bomo dali v digitalizacijo, ne? In bomo investirali v digitalizacijo, ampak in potem bomo razvili neko rešitev, ne? Samo kako jo bomo potem tudi vzdrževali, ne? In dejansko kako jo bomo podpirali, kakšen servis bomo imeli, kako bomo to dejansko ohranjali pri življenju. Se pravi, če res imaš temeljit razmislek, potem se lažje tudi odločaš. Ne? Mislim, da prevečkrat smo se tudi mi v preteklosti se pravi napačno odločili zato, ker nismo predvideli tudi ne samo začetno investicijo, ampak tudi potem, kaj to pomeni za naprej. Ne? Kako to dejansko vzdrževati in kako to potem tudi razvijati še naprej. Ne? Mislim, da to pri softverju je zelo tako očitno, ne? Da dejansko enkrat, ko si v tem biznisu, pol vidiš, da za začetje je enostavno, ne? Ampak pol vzdrževati in rast še naprej in to, ja, vzdrževati je pa malo večji izziv. Deva se še dotakniti ene zanimivosti in sicer ti si inženirka že od samega začetka svoje kariere. A bi rekla, da je bila ta pot težja oziroma bolj težka, ker si ženskega spola ali ne? Zdaj, če pogledaš malo nazaj, ker si res dosegla, mislim, noro, super zgodba. Ja, to vprašanje dostkrat slišam, kjer so bile ovire na poti kot ženska. Jaz vedno povem, rada povem en primer, ko mislim, da ko smo se vpisali na prvi letnik strojne fakultete, nas je bilo 5 žensk od 300 teh vpisanih, ne, in 300 fantov, ja. In potem smo imeli prvi kolokvij iz matematike in mislim, da sem tako zelo v redu napisala tisti kolokvij in potem je profesor ob eni priliki rekel, super ste napisala, ne, ampak jaz še vedno mislim, da strojništvo ni za ženske. Ne? To je pač povedal profesor matematike na prvem letniku. In jaz moram reči, da takrat, ko sem to izjavo slišala, jaz mislim, da sem bila tako, jaz sem imela svoj cilj, jaz sem želela končati strojni faks, ne? Jaz sem rekla, to je moja karierna pot in mogoče nisem zdaj, da bi me ta izjava še bolj spodbudila, ampak jaz sem imela svoj cilj, ne? Zaradi tega se jaz nisem, ne vem, obremenjevala, da bi me, tako da jaz mislim, da so bile verjetno, je bilo še kar nekaj takih izjav, ampak vedno pravim, če imaš cilj in vizijo, se osredotočiš na to. Ne? Jaz sem imela tako vizijo in cilj končati strojni faks v času, v rednem delu in si hitro poiskati eno zanimivo službo in biti neodvisna in delati stvari zanimive in to je bila moja motivacija. Ne? Tako da dejansko tudi pol, ko sem prišla v službo, so bili mogoče tudi kdaj kakšni trenutki, ko sem bila v situaciji, da ne vem, sem se mogla bolj dokazovati, ampak se verjetno res nisem s tem preveč ubadala.
ker sem vedno hotela delati stvari po najboljših, ne, in sem v trenutku delala tisto stvar, ki se mi je zdela pomembna. In tako, kot sem prej rekla, jaz nisem stvari počela zato, da bom napredovala v karieri, ampak sem se enostavno, in to se pol vidi, ne, ker dejansko dosegaš rezultate skozi ljudi, z ljudmi in nimaš tega nekega tudi ideje, da, ne vem, da je problem v drugih, ne, in tako naprej, tako da probaš res, ne, zdaj pa itak tako, da kot ženske, ne, smo v Danfossu, jaz ne bom rekla, da smo privilegirane, ne, ampak smo si v Danfossu zastavili cilj, da bomo imeli 25% žensk na vodstvenih položajih, zato ker je 25 žensk v Danfossu zaposlenih je žensk. Ne? Tako da se pravi, gre za nek equal treatment, ne? Se pravi za nekakve enakopravne možnosti in trenutno smo na 21%, želimo biti pač na teh 25% v letu, mislim, da 26%. Čas gre zelo hitro, ta cilj smo si par let nazaj postavili in se zelo počasi premika, mislim, da smo šli z 20 na 21, da je kar nekaj časa trajalo, ampak ravno kar smo imeli en razmislek o tem, a moramo kaj več narediti, da se bo zadeva hitreje premaknila oziroma začela premikati hitreje, ampak smo pa tudi prišli do tega, da če bomo to temo preveč na silo forsirali, da bomo dosegali verjetno ravno obratno. Ne? Tako da nekaj pa se že prihaja tudi do kakšnih situacij, kjer se reče, da ja, ne, se preveč poudarja, ne, da rabimo več žensk na vodstvenih položajih in se potem moški počutijo, ne, te privilegirane, česar pa nočemo. Tako da jaz mislim, da kar se glede na to, naprimer, da smo relativno inženirska firma, mislim, da je glavni vzvod, kako to enakopravnost dosežiti, je tudi to, da imamo več žensk v inženirskih poklicih. Ker tudi zdaj, naprimer, še po toliko letih, naprimer, vidim, koliko ženskih se dejansko vpisuje na tehnične poklice, mislim, da smo naredili premalo. Tako da tlele je, mislim, da je en tak velik poudarek, ki bi ga mogle vse, in ne samo ženske, ampak tudi vsi, tudi na vodstvenih položajih res stimulirati to, da nekako naredimo ta poklic bolj privlačen mladim, da se odločajo za te poklice. Kaj bi pa recimo tvoj če bi rekla, da je en nasvet mladim inženirkam, ko srečajo na fakulteti profesore, kakor je bil tvoj, kaj bi bil tvoj nasvet? Ja, mislim, jaz tako zelo rada, ker tudi delam, imamo eno skupino, en krožek pri nas, ki se imenuje Women in STEM. The best. In pol tudi smo del te inženirke bomo in tako v glavnem na fakultete tudi radi pridemo in se povezujemo in jaz mislim, da in ves čas govorim, v bistvu s tem, ko jim povem svojo zgodbo, jaz mislim, pa tudi ne sam jaz svojo, tudi ostali sodelavci in sodelavke in kolegi, ko jim povemo to zgodbo, mislim, da smo jim lahko edino za vzgled in naše sporočilo je, sledite svojim sanjam, sprašujte se, kaj je tisto, kar vas veseli, sprašujte se, v čem ste dobri in konec koncev tudi mogoče kaj podjetja potrebujejo. Probajte, tako dostakrat, ko pridemo, naprimer, naletimo na vprašanje, kaj sploh inženir počne. To je čisto taka, ne? In pol jih povabimo in naprimer imeli smo tudi eno tako, takrat, ko je bil še COVID, smo imeli online tako smo v bistvu v eni uri odigrali vse ključne poklice, ki jih inženirji v našem podjetju imajo, naprimer od razvijalca v projektu do kakovostnika. Super. In tako, ne, tako, da so naprimer videli, kaj pomeni, ne, delo inženirja, ne, in to celo za otroke v osnovnih šolah, naših zaposlenih. Med drugim vem, da mislim, v enem takem dogodku je bila tudi moja hči, ne, in jaz jo tudi pripeljem
v firmo, da gre v proizvodno, da vidi tudi v končni fazi v razvoj, kaj to pomeni razvijati ventile in pogone električne in tako naprej. Tako da jaz mislim, da mladi predvsem rabijo razumeti, kaj pomeni biti inženir, da je dostikrat mogoče to premalo poznano področje. Tle imamo v bistvu in fakultete in podjetja in v končni fazi tudi starši, neko obvezo in dolžnost, da jim približamo ta poklic. Super, wow, the best. Dajva se malo dotakniti še daljinske energetike. In sicer ti si VP v Danfosu za področje daljinskega ogrevanja, pa me zanima, kaj je to daljinska energetika in kako ti vidiš prihodnost? Tudi, kako vidiš recimo Slovenijo kot državo tukaj? To me tako vprašajo tudi moje prijateljice ali pa kolegi, tako, kaj je sploh to daljinsko ogrevanje, ne? Tako luštno vprašanje. Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja, kjer se centralno generira toplota in še ponavadi je to odpadna toplota, ki nastaja v bistvu ob generaciji električne energije. In se potem ta odpadna toplota skozi cevovode, vročevode dopelje oziroma dovede do naših stanovanj oziroma tudi poslovnih objektov. In tak način ogrevanja, se pravi centralno generiranje toplote, je veliko bolj učinkovit kot lokalno, se pravi, da imaš ti za vsako hišo ali kuriš naprimer na drva oziroma na olje in imaš plinsko peč, se pravi, gre za centralno proti lokalni generaciji toplote. In zdaj drugi del, ki je pa zdaj zelo pomemben, je pa, kako se ta toplota generira. In ta toplota se dejansko vse bolj generira na način, da se uporablja obnovljive vire, se pravi zelene vire. In tudi naprimer odpadna toplota iz industrije se lahko uporablja, odpadna toplota strani, naprimer zdaj imamo zelo veliko tega, računalniški data centri imajo ogromno toplote, ki jo in vedno več je tudi zdaj evropske regulative, kjer se ta odpadna toplota ne bo smela spuščati v zrak. Se pravi, se dela na tem, da bojo tudi data centri imeli obvezo, da to odpadno toploto dajo v nek sistem, se pravi daljinskega ogrevanja. Tako da to je na nek način zdaj tudi način, kako ti lokalno generiraš toploto, se pravi, te obnovljivi toplotni viri so tudi vzvod, da ti nisi odvisen naprimer od uvoza ruskega oziroma kakršnega koli plina, ampak lahko si dosti bolj lokalno samooskrben. Tako da to. In seveda to na koncu vse rezultira ne samo v ogljičnem odtisu, ampak tudi v stroškovni učinkovitosti. Se pravi, naprimer, radi povemo, da ko se je vsa ta kriza z ukrajinsko vojno odvijala in so cene plina in elektrike šle v nebo, so naprimer na Danskem, kjer imajo zelo veliko pokritje z daljinskega ogrevanja, cene ogrevanja ostale nespremenjene. Se pravi, ampak oni imajo ravno to mrežo vzpostavljeno, da so zelo v bistvu neodvisni od plina in ogljikovih goriv in imajo ogromno tega, naprimer, se pravi, obnovljivih virov, uporabljajo za samo ogrevanje. Tako da zato je daljinsko ogrevanje, zdaj se toliko veliko govori, ker je učinkovito, lokalno neodvisnost krepi in če je pravilno dimenzionirano, je tudi stroškovno zelo učinkovita. Koliko smo pa v Sloveniji, ki je napredni na tem področju? V bistvu tako, v Sloveniji imamo 10% hiš, ki so priključene na daljinsko ogrevanje, na Danskem, kot sem rekla, jih imajo 70%, v Avstriji imajo pa 30%. So pa tudi države, kjer ga skoraj da ni. Tako da, naprimer, zelo nizek procent imajo v Veliki Britaniji,
Zelo nizek procent imajo tudi, naprimer, kje bom še kakšen procent, kje je še kakšno državo, ki ima zelo nizko. Naprimer Francija, mislim, da tudi nima zelo visokega. Tako da jaz bi rekla, da smo nekje v sredini, ampak potencial je pa seveda ogromen. Tako da nismo na najslabšem mestu v Evropi, imamo pa, naprimer, jaz vedno rada dam primer Avstrije, ki je pred leti bila mogoče primerljiva z nami, potem so se pa zelo fokusirali na te biomasne sisteme in država je to zelo spodbujala, subvencionirala in so naredili tak velik prehod na teh 30% v zelo kratkem obdobju, 20-30 let. Ja. Super. Dajva se malo dotakniti, ti imaš veliko različnih klubukov in eden izmed njih je, da si tudi mentorica in da si tudi za zgled ogromnim mladim, pa tudi že uspešnim podjetnikom pa menedžerjem. Pa me zanima, si tudi ti imela kakšnega mentorja v svoji karieri, pa kakšno osebo, ki te je spodbujala, ki si se jih ne zatekla po nasvet? Jaz mislim, da je tako, glede teh mentorjev, fajn je imeti ljudi okrog sebe, ki ti dobro mislijo, ne? Ampak jih je tudi fajn poiskati. In to sem se tudi naučila. Ni dovolj biti tako pri sebi odprt za neke nasvete. Fajn je te nasvete tudi poiskati oziroma jih aktivno iskati. Tako da jaz mislim, da je zelo, mi se veliko pogovarjamo o tem konstruktivnemu feedbacku, tako da jaz zelo rada slišam, ampak mogoče ta konstruktivni feedback, mogoče ga moram malo večkrat tudi poiskati sama. Mislim, da ne morem izpostaviti, da bi imela enega mentorja, ki me je zaznamoval, sem pa bila ves čas obkrožena z ljudmi, iz katerih sem lahko črpala ogromno nekih navdihov, tako da ne vem, ravno zaradi tega mi je Danfoss tudi tako okolje, kjer je ogromno ljudi, raznolikih ljudi. Se mi pa zdi, da je zelo skupno to, ne, zavedanje, da si moramo drug drugemu pomagati, deliti izkušnje. Seveda na začetku tega ni bilo, ne, moram tudi reči, da se je Danfoss v 25 letih transformiral in da to ni isto podjetje, ki je bilo. Pač ja, normalno tudi zraslo, tako kot ste omenili toliko. Ampak ja, zdaj si zelo veliko časa vzamemo za to. Včasih smo rekli, ne morem delati, ko imam sestanke. Zdaj, sestanki so delo, sestanki so to, se pravi. Jaz mislim, da zdaj smo vsi na tem, da v bistvu vidimo, da je to delo. To je delo, da se ti z nekom pogovarjaš o, ne vem, a sem dobro odvodil ta sestank, a sem mogoče, ne vem, a bi mogel kaj drugače narediti. Tako da zelo velike te refleksije in vedno rečemo, da ta refleksija mora biti takojšnja in na konkretnem primeru. Se pravi, najboljše, ne vem, če ti enega, ne vem, vsake pol leta vprašaš, a sem uspešen. Tako, zelo težko dobiš nek konkreten feedback za razvoj. Tako da ja, v trenutku pa konkretno. Prej si omenila konstruktiven feedback. A si ti tudi pristašica sandwich metode ali si bolj direktna? To ni ok. Ali si pohvališ pa rečeš, ampak to pa ni ok, ampak si pa vsem tukaj super. Jaz nisem direktna. Jaz tako ne znam tako zelo direktno podati feedback. Jaz mislim, da se v bistvu tega še učim, da to tudi, mislim, je pa res, da je feedback, mislim, da dober feedback je tak feedback, da osebo povzdigne. Se pravi, feedback ni, jaz mislim, da konstruktiven, če dejansko osebe ne povzdigne, v smislu, da ga zmotivira, da to mogoče pomanjkljivost odpravi. S tem, da predstaviš, zakaj je pomembno, da to odpraviš, in kaj bo potem v končni fazi tudi ta oseba pridobila, ko bo to
to pomanjkljivost odpravlja. Se pravi, kaj je v tem za mene. Tako da vedno, tako da to je zelo težko. Ne? Mi smo se tako prav imeli treninge na temo, kako podajati feedback, in nismo bili neki, ne? Na zelo, tako imeli smo zunanjega coacha, ki nas je tako prav v sobo, pa na konkretnem primeru pa dajmo si feedback, konstruktiven, in smo prav imeli metodo, ne, po kateri ne bi si dajali feedback, in smo tako, je bilo kar naporno in zahtevno, no? Tako da Verjamem, the best. Da mi povej še, če gremo malo tvojo kariero pogledati, a je bil kakšen ta, Američani dosti temu pravijo, da aha moment, ki si pa rečeš, to je to hočem delati, v tem uživam, to je moja kariera, hočem rasti in to je to. Je bil kakšen tak projekt, ki se spomniš, ki si recimo doživela tak aha moment? Aha. Ja, prej sem že omenila tako, da v karieri so vedno vzponi, pa so tudi mogoče, ne moram reči, padci, ampak se stopi. Ne? No, in jaz sem imela tako eno izkušnjo, ko sem bila prvič vodja in pol, v bistvu nekako po parih letih sem videla, da to je čist preveč energije in sem si želela neke bolj umirjenega področja in v bistvu smo pol se zmenili za en projekt. Ne? In nisem več imela svoje ekipe, prej sem imela tako kar dosti veliko ekipo in potem smo začeli ta projekt, ki se je začel tako zelo kot nek majhen projekt. Ne? In pol sem bila pač projektni vodja, no in potem je ta projekt kar rastu, pa tako, ne. In potem na koncu je bila to ekipa 12 ljudi, ne. Ampak v bistvu to je bil en projekt, ki je bil edinstven takrat kot nek pilotni projekt, smo ga pol priborili si, da smo ga na Danfosu, ne, na korporativnem nivoju peljali kot nek testni pilot in potem je ta testni pilot prerastel v neko orodje za kupce in v glavnem takrat je bilo to tako en tak dream team, ki smo v bistvu, ne, se sem rekla, iz nič smo zrastali na 12 in to je šlo tako postopoma. In to je bil tako en tak projekt, ki sem jaz tako prav spoznala, da uživam delati z ljudmi. No? Tako, v bistvu mogoče bi tako mogel vsak vodja, ne, postati vodja, da iz nič zgradi ekipo in zgradi izdelek, zgradi celo konstrukcijo okrog tega, kar sem prej govorila, kako se to vzdržuje, kako se kupce vpraša za mnenje, kako se tudi v končni fazi financira oziroma nazaj pridobi vložena sredstva in tako. Je bilo pa zelo pomembno pri tem uspehu tega projekta, ker sem imela vodjo, ki je verjel v vizijo tega projekta in je v bistvu stal za mano oziroma za celo ekipo in odstiril prepreke. Tako da ja, to je bil tak dream job takrat. Sicer tudi zdaj je, ampak to je bil tako mal. Mislim, da sem tam dobila to samozavest, ki je zelo pomembna za to, da se pravi uspehi so tisti, ki ti dajo samozavest. Ne. Super, se mi zdi, da imamo vsi v življenju kakšen tak projekt, ki se tako zelo lepo spomniš. Dajva se malo dotakniti še tega izziva vodenja v negotovih časih, pa pri nas, zdaj jaz prihajam iz strani investitorja in moram reči, da Slovenija postaja malo nekonkurenčna, nas v bistvu zelo prehitevajo po levi pa po desni iz različnih vidikov in na žalost se tudi veliko podjetij odloči, da bojo odpirali tujini ali pa se širilo tujino in moramo tukaj nekaj narediti. Pa me malo zanima, kako ti gledaš na to, glede na to, da je Danfoss trata zelo pomemben del slovenskega gospodarstva, kako ti gledaš na to, da smo malo nekonkurenčni? Kako je voditi recimo v takih negotovih časih, ko se zelo veliko stvari dogaja? Jaz mislim, da država mora res poskrbeti za to infrastrukturo, da univerze res producirajo, mogoče se malo grdo sliši, producirajo, ampak kreirajo kvalitetne kadre, davčna politika, zelo pomembna, cenovna, konkurenčnost tudi zelo pomembna. Tako da jaz lahko rečem, da za nas v korporaciji mi smo čisto ves čas smo v nekem konkurenčnem boju z sorodnimi lokacijami. Naprimer, pri nas je to Poljska, pa
Romunija pa Bolgarija, naprimer, ne. Pa tudi Kitajska, seveda, ne. Čeprav zdaj Kitajska že malo manj zaradi vseh teh pritiskov oziroma nekih fleksibilnih dejavnikov, pa ESG-ja pa tako naprej. Tako da, ampak tako ves čas dejansko je na tnalu, ne, kje naprimer se bo nov projekt, ko razvijamo nov projekt, je vedno vprašanje, kje ga bomo delali, ne, tako. Ko zaposlujemo za nek globalni oddelek, spet je vprašanje, ga bomo na Danskem, ga bomo v Bolgariji, naprimer, zadnje čase tudi zelo atraktivno. Jaz mislim, da še vedno je Slovenija, kar se tiče naprimer tega digitalnih kompetenc, zelo lepo zapisana, ker ta del, kljub temu, da je manjko teh kompetenc, mi uspemo z to vizijo, ki jo imamo, mogoče tudi pa z načinom renomejem, mogoče brandom, ki ga imamo, pridobiti kompetenten kader na tem digitalnem delu. Zelo, naprimer za ta inženirski del smo tudi zelo na nekem visokem nivoju v smislu ne samo inženirskega znanja, ampak tudi tega, ne vem, tako kot sem prej govorila, neke proaktivnosti, neke motivacije, energije, porasti po učenju. Tako da, kar se pa tiče same stroškovne učinkovitosti, pa smo se naprimer mi osredotočili, naprimer Danska je bila priznana, oziroma oni so znani, ker imajo zelo drago delovno silo, da se bojo osredotočili na visokoserijsko oziroma velikoserijsko proizvodnjo, kjer se lahko tudi veliko stvari digitalizira, ne, v proizvodnji. No, mi gremo v podobno smer, ne, se pravi, iščemo rešitve oziroma v Sloveniji razvijamo izdelke, kjer verjamemo v to, da bojo sicer mogoče ne ravno velikoserijski, ampak srednjoserijski z možnostjo oziroma digitalizacije in avtomatizacije, ne. Tako da jaz vedno rečem, da naša konkurenčna prednost je znanje in nepoceni delovna sila, ne. To je res, ja. Super. Hvala. Deva se malo dotakniti še tvojega osebnega življenja in sicer kako poskrbiš za stres oziroma da je manj stresa v življenju, ker imaš tako odgovornost, kaj rada počneš. Mislim, da je pomembno to, kar sem prej že malo načela, da si vzameš res odmor, se pravi vikend. Drugače pa veliko športa. Rada plavam, rada tečem, plešem zadnje čase tudi veliko. Tako da ta gibalni del je zelo pomemben, pa ni sam gibalni, tudi v bistvu vse te športe, ki jih delam v skupini. In mislim, da te skupine pa to tudi neko vodeno, ne. Imam zelo rada vodeno vadbo, te v bistvu ves čas drži v tem, da napreduješ, pa da si malo v skupini in da tudi nimaš samo se pravi enega kroga znancev in ljudi, ampak da dejansko imaš več različnih, ne. Tako zelo sem nekako pristaš tega, da je fajn spoznavati vedno nove in nove ljudi, da te to v bistvu saj tako mene to navda z energijo. Jaz se spomnim, ko je bil COVID, jaz nisem vedela, koliko me to dejansko navdaja z energijo, to druženje, ne, ta socialna nota. In potem sem prišla v službo in to je bilo, jaz sem bila med COVIDom ves čas, ne, tako utrujena, brez energije, ko smo bili doma, ne, zaklenjeni. In pa sem prišla v službo, kot prvo je adrenalin, ko prideš v stavbo, tisto, kjer že veš, ne, kako se teren streže. In potem še ta interakcija z ljudmi, ko sem jaz nekoga srečala na kavi, jaz sem bila tako srečna. In v bistvu sem takrat pol videla, da dejansko mene ljudje da ta stiki me v bistvu mi dajo energijo. Tako da raznolikost stikov, mislim, da je tudi tako zelo pomembno. Se strinjam, jaz tudi mislim pri sebi, da ko vstopiš enkrat v poslovno stolpnico ali pa v pisarno, si daš kot nek drug mindset, zdaj pa gremo, zdaj smo pa tukaj, zdaj pa dosti heca. Adrenalin gre na drug nivo.
A pa misliš, da je sinergija? Dostakrat se pogovarjamo tudi, da je zelo velika paralela med športom in biznisom. Ne? Tako, ker recimo si v timskih športih, tudi individualnih, se moraš naučiti sprejemati, bom rekel, poraze ali pa pace. Misliš, da je velika sinergija, da ti šport lahko pomaga tudi v poslovnem svetu? Ja, mi imamo tako, naprimer v svoji prejšnji ekipi sem imela enega gospoda Danc je bil, ki je bil športnik, fuzbaler. Ja, tako, on je tudi rad povedal, da to, naprimer, da tudi v športu, ko imaš velikrat, ne vem, neka razočaranja, pa neke pace, pa nisi izbran v ekipo, pa da se naučiš dosti bolj spopadati z izzivi in da si tudi dosti bolj pripravljen trdega dela. Tako da, ja, mislim, da definitivno športniki imajo to predvsem, da je treba navado, da je treba se potruditi, za to, da nekaj dosežeš. Ja. Bi rekla, da je sinergija. Kaj pa kaj rada prebereš? Kakšne knjige imaš, kakšne specifične zvrsti? V bistvu pri knjigah nisem, bi rekla, tako zelo, da nimam ozkega spektra knjig, ki jih berem. Mogoče predvsem bi rekla, premalo berem strokovnih knjig ali pa ne vzamem v roke, mogoče tako. Na leto preberem na prste ene roke ali pa dveh preštejem število strokovnih knjig, strokovne literature, ampak zato pa mislim, da tega preberem tako, mi res dajo nek pečat. Tako da nisem, mogoče kar se te strokovne literature tiče, pristaš obilnega branja. Mislim, da je tako zelo veliko tega, kar dejansko se naučiš v praksi. Tako da, in dostakrat tudi vidim, da naprimer sodelavci preberejo v kakšni knjigi kakšno dobro idejo, kako se v nekem podjetju ena rešitev, ampak zelo težko jo potem direktno apliciraš. Tako da, kar se tiče pa leposlovja, imam pa, mislim, da kar tako kriminalke, leposlovje v smislu, naprimer Drago Jančar je en moj takih zelo slovenskih pisateljev, ki ga rada vzamem v roke, tako da zelo lepo, zelo mi sede njegov način pisanja, kako se v bistvu, kako me popelje v čisto neko drugo dimenzijo. Tako v bistvu včasih se mi zdi, da prav potrebuješ tisti odklop, tako da v bistvu knjige, ki me odklopijo, te knjige rada preberem. Kaj pa televizijo gledaš, kakšne serije, kakšne filme, ki so ti? Televizijo moram reči, da z leti vedno manj gledam, jo pa seveda gledam, naprimer zadnje čase je moj tak zelo priljubljen kanal 24-hour kitchen, tako da to je moja zelo v bistvu najbolj priljubljen kanal. Drugače pa sem imela eno tako serijo, angleške serije so meni itak the best, tako mogoče bi izpostavila eno serijo Dr. Martin, ne vem, če jo poznaš, en tak Poznam. O enem čudaškem zdravniku, ki pride v bistvu iz mesta na vas in potem se srečuje s še bolj čudaškimi vaščani in tako se te zaplete potem, ampak tako, všeč so mi mogoče serije, ki tudi naprimer Severna obzorja, ki dejansko pol tam vidiš neke posameznike, so mogoče malo deviantni. The best. Prej sem menila 24-hour kitchen, kaj pa rada ješ, kaj je tvoja najljubša hrana? Aha. S čim se razvajaš? Ja, v bistvu, sej mogoče si prav rekel, ker se rada sama razvajam, zelo rada kuham, tako da to je moja ena od tako tudi teh distresnih tehnik. Ne vem, rada imam morske sadeže zelo, vse jedi z gobami so mi zelo všeč, gobe so moja taka zelo, v bistvu jih rada jem v vsaki jedi oziroma v velikih jedeh, tako da ja, drugače pa nisem zbirčna, v bistvu vse zelo rada jem. Daj mi povej, če bi te vprašal, tvoj najljubši podjetnik oziroma podjetnica?
Ja, mogoče tako, podjetnik, ne vem, imam eno, in seveda podjetnica, ne bi izpostavila, ampak ena ženska, sem brala tudi pred kratkim njeno biografijo, mi je pa tako zelo pustila, tudi spremljam jo zdaj, tak lep vtis in se mi zdi tako tudi včasih malo, ko si me prej vprašal za zgled, ne, Michelle Obama, ne. Ja. Michelle Obama je meni tako, taka samozavestna, taka, vse je dosegla sama, ne, tako iz zelo take, mislim, trdo je prigarala to svojo in znanje in položaj v družbi, tudi kako je v bistvu znala v nekem trenutku podpreti moža na račun svoje kariere, čeprav je bila zelo uspešna, kako je znala in postaviti družino na prvo mesto, ko je bilo potrebno, in tudi v končni fazi, kako še vedno, ne, je neka taka, neko zgled, role model vsem, ne samo temnopoltim, čeprav tudi temnopolte ženske, mislim, da je to zelo dela na tem, da tudi temnopoltim ženskam, ki so, ne, še vedno, ne, v Združenih državah dejansko mogoče deprivilegirane, da jih res opolnomoči na tem in jih ozavesti, koliko je pomembna izobrazba, koliko je pomembna v končni fazi tudi kvalitetna prehrana. Tako, v bistvu je tako zelo, pa šport, ne, tako dejansko mogoče to za nas se mi zdi v Evropi, da so nekatere stvari tako zelo že samo po sebi umevne, ampak ja, ona pa v bistvu tako v Ameriki, mislim, da mogoče kakšne, ne vem, kaj je bila v Beli hiši, pa je začela z unim vrtičkom, ne, tako, je bil to tako, ne, tak velik razodetje za Američanke, za Američane, ne, prva dama se ukvarja goji zelenjavo na vrtu in tako, ne, tako da ja. The best. Če bi zdaj vzela telefon v roke, katere aplikacije so na prvi strani? Kaj največ uporabljaš? Jaz drugače nisem zdaj nek hud fan od teh aplikacij. Probam se tudi malo, mogoče ne toliko biti odvisna od teh digitalnih, ampak naprimer zadnje čase malo ena taka aplikacija, ki mi mogoče tudi pomaga pri nekem balansu tudi stresa in to ne biti aktiven, je ta pametna ura in aplikacija, ki v bistvu po kateri pol spremljam naprimer moj nivo stresa, pa kvaliteto spanca in tako, no, tako da evo, tole imam mogoče malo en tak primer. A ti kdaj se vibrira, da se moraš malo nameriti? Meni včasih, jaz sem Garmina, pa pol malo se vibrira. Okay. Ja. Ne vem, ali nimam še te funkcije in alarma, ampak načeloma ja, tako malo ti mogoče včasih da zamisliti, ne, tako. Res je. Pejva še na zaključno vprašanje in sicer, da malo naredim expectation, najtežje vprašanje. Se hecam. Če bi ti dal, oziroma če bi dala eno zaključno misel ali pa en nasvet mladim, pa tudi bolj izkušeni menedžerji, ali pa več misli, kaj bi te bile oziroma kaj bi bila kot nek nauk? Ja, mogoče nekomu, ki je na začetku predvsem bi izpostavila, verjamite v svoje sposobnosti, mogoče tudi kakšne napake, ki jih daj naredite, ne prevzemite preveč odgovornosti, v smislu, da bi se zaradi tega obremenjevali in imeli nek stres in kreirali stres sami pri sebi, probite iskati čim več podpore v okolici, in predvsem tudi stvari oziroma uspehe kreirite skozi druge, ni toliko pomembno in mislim, da včasih, ko kreiraš uspeh skozi druge in z drugimi, dejansko izpadeš kot večji zmagovalec oziroma bolj uspešen, kot če kreiraš uspehe sam. Tako da to mogoče, ne preveč trdo sam sabo. Tukaj smo vsi skupaj, dostikrat mene tudi vprašajo, koliko je odgovorno to delo, ki ga opravljaš. Jaz rečem, saj je odgovorno, ampak
mi odločitve sprejemamo skupaj, ne? Tako da jaz nobene odločitve ne sprejmem sama, ne? In tako da ja, to je, ne, preveč si mislim, da ne, nalagamo bremen, preveč se tudi mogoče sekiramo. Jaz si vedno rečem, tudi ko naprimer gremo na kakšen sestanek z mojo ekipo, pa predstavljamo, ne vem, bodisi kupcu ali senior managementu, ne, joj, kaj pa, če jim ne bo všeč, pa bomo dobili negativen feedback, pa, ne, in pa jim rečem, ne, to glejmo na to, kot na nek konstruktivn input, ki ga bomo uporabili za naslednjo predstavitev. Ne? Tako da bo neka izkušnja, s katero se bomo nekaj naučili in to ni neka kritika, da smo slabo zdaj naredili. Ne? In pol skozi to, pol tudi jaz si, ne, doskrat, če jaz naprimer kaj sama predstavim, pa dobim kakšen pushback, ne, si rečem, nekaj novega sem se naučila. Ne? The best. Všeč mi je bilo tudi, ko sem te vprašal za tvoj najljubši citat, si rekla, počasi se daleč pride. Kar je res, ne, v bistvu smo malo nestrpni. Yeah. The best. Tako da, dragi poslušalci, meni je bilo čast, da sem lahko gostil izjemno posameznico in sicer Saško Richteršič, ki je vodja Danfostrate prevzela v aprilu. Ne samo, da je inženirka, da je tudi mentorica, da je generalna direktorica za Slovenijo, ampak je tudi VP daljinskega ogrevanja kot globalno funkcijo. Tako da, Saška, še enkrat najlepša hvala za tvoje izjemne izkušnje, poglede na svete. Jaz verjamem, da bodo naši poslušalci uživali v najinem pogovoru. Ja, zagotovo je to zasluga tudi tvoja, Mark, tako da bilo je zelo prijetno in sproščeno v tvoji družbi. Top. Hvala. Hvala tebi. Spremljajte nas lahko na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.